Vse o novem koronavirusu in šolanju nadaljavo ste v zadnjih mesecih lahko izvedeli v oddaji, ki jo gledate. A to ni edina pot, prek katere je mlade informirala naša javna radiotelevizija. Tudi na Radiu Slovenija so za vas pripravili veliko zanimivih vsebin. Piči. Maske kdaj da, kdaj ne. Kako bo med odmori in s prihodi v šolo? Kakšne so novosti pri ustnih izpitih? Na vprašanja bomo odgovorili v naslednjih minutah. Mladim, ki so med nedavnimi izrednimi razmerami ostali brez družbe vrstnikov in brez pouka, so se na prvem programu Radia Slovenija želeli približati z dvema novima radijskima oddajama. Maturantom so namenili oddajo Prvi na maturi, mlajšim pa oddajo Radijska učilnica. Smo ugotovili, da kakšen primer, kakšna snov v šoli pa ne gre, tudi če učitelj da mogoče kakšno razlago ali pa potem doma pride do kakšnega nesporazuma ali pa do nejasnosti in smo potem iz teh njihovih vprašanj izhajali in posneli kakšnega učitelja, ki nam je to snov vprašanje razložil. Poleg tega so podaljšali njihovo redno sobotno oddajo za mlade. Smo želeli, da nas tudi oni pokličejo, da izvemo, kako preživljajo te dni, ki so seveda bili popolnoma drugačni kot tisto, kar smo bili vajeni. Oddaji Prvi na maturi in Radijska učilnica sta ta teden na sporedu zadnjikrat, razširjeni sobotni program pa ostaja do konca šolskega leta. Na prvem sicer lahko vsak dan prisluhnete tudi oddajama Dobro jutro otroci in Lahko noč otroci, srednješolcem pa je namenjena oddaja Gimnazijum ob sredah zvečer. Ob sobotah pa sta tam za vas radijski Ringaraja in Hudo, v kateri je sodeloval tudi Karlo. Živijo infodromovci. Imel sem priložnost videti, kako je na radiju in kako vse poteka. Zelo sem se zabaval in užival in obenem dobil tudi zelo dobro izkušnjo o tem, kako nastopati in govoriti v javnosti. Bilo je hudo! Na drugem programu Radia Slovenija na valu 202 pa so mladim radovednim poslušalcem namenili oddajo Radiovedni. Radiovedni smo ljudje z radija, ki smo preprosto preveč radovedni. Še najbolj pa smo veseli takrat, kadar dobimo kakšno vprašanje od vas. Z vami bomo tudi poleti, vsak četrtek ob 8:45 na valu 202 ter tudi v podcastih. Že zdaj pa iščemo odgovore na takšna zagonetna vprašanja, med drugim, kaj je bilo prej, kura ali jajce, zakaj nam določeni vonji prikličejo spomine iz otroštva in iz česa natanko je plamen. Tako da bodite z nami in se vidimo. Adijo!